Gospod Omerza, pripravljate knjigo o aferi JBTZ in odboru za varstvo človekovih pravic. Zakaj ravno zdaj? No, to je projekt, ki ga pelem že nekaj let. Ko sem to začel raziskovati, sem potem šel nazaj v zgodovino in sem potem padel na Edvarda Kocbeka in sem 3 leta njega vgalal, zdaj grem pa naprej pač. Iz medijev, pa tudi tako, iz politike smo zvedeli, da Arhiv Slovenije in pa Sova vam nočete izračiti gradiva, ki je zelo pomembno za vašo raziskavo. Kako to komentirate? Ja, očitno se je nekdo strašil, da bi jaz kaj najdel takega, kar bi bilo morda za koga neprijetno. Jaz sem nepristranski, jaz razgrnem dokumente in komentiram. Tako da verjetno je to razlog, ker zakon je o odprtju vsega arhiva UDBE je že veljal od leta 2006. Šele sedaj pa je nastal problem, ko sem se jaz pojavil. Pa prepisujete dejstvo tem zapletom, če tako rečemo, da je, ne vem, na oblasti tako zvana levo-sredinska vlada? Ne vem, sploh ne razumem tega ozadja, posebej, ker so v vladi te liberalno-socialne, če lahko tako rečem, so ljudje, ki so vendarle tudi sodelovali v demokratizaciji Slovenije. Naprimer, če omenim samo Pavleta Gantarja. Poglejte, vedno bolj glasni so predlogi poslanske skupine SDS, SLS in SNS so vložili zahtevo za obravnavo te vaše problematike. Med drugimi odgovornosti tudi zahtevajo, da se krivdno razreši direktor Sove. Kakšno je vaše mnenje? No, jaz to prvi prepuščam drugim. Res pa, da je gotovo nezakonito ravnal v tem primeru. In je Sova samovoljno zaprla te arhive. To pomeni, da je pravzaprav kršil zakonodajo. Tako da mislim, da so razlogi za to, da bi sam odšel. In še eno podvprašanje, če se bo stvar nekako, rečemo temu, normalizirala, kdaj pričakujete, da bi lahko knjiga zagledala izdajo? Ja, zdaj sem malo rekel, dezorientiran, kaj storiti, tako da moram si še malo pustiti časa, da razmislim o teh stvareh. Hvala lepa.